Kako je dobro. Dobro sem se podprl. Že 300 let mi pripoveduješ vsak dan eno in isto. Prijazna beseda nič ne stane. In če od srca je toliko laže. Ja, stara dobra ura. Koliko spominov imam ob njej. Mislil sem, da bi mu jo poklonil, ko ga obiščem. Se strinjaš, kaj? Seveda. Nikogar ne bi tako razveselil, niti najnega sina Harolda ne. Tvoj zelo dober prijatelj je. Pa tudi dober zdravnik? Ja, res je. Eden najboljših zdravnikov na svetu je bil. Žal je zdaj star in živi samotarsko življenje. Toda najverjetnejega še vedno zanima naš svet. Kako da ne? Kadar ga obiščem, se vedno najprej pogovarjamo o naših zdravniških problemih. Nato pa vedno preidemo na različne zgodbe, ki se dogajajo nam palčkom. Grem, kaj ti, ko se začneva pogovarjati, mineva čas hitro. Prav, pa vendar ne hodi dolgo. Kmalu se vrnem. Adijo in lepo ga pozdravi. To je moj stari prijatelj David. Dragi doktor, kako si? Dolgo se nisva videla. Liza te prav lepo pozdravlja. Ja. Hvala lepa. In kako gre tebi? Tako kot tebi. Vsak dan sem mlajši, se vidi. Dragi moj, zelo sem star. Celo spomin me zapušča. Počakaj trenutek, prosim. Gostoljuben si kot vedno. Izvoli, poskusi kavo. Palčki, nikdar ne pijemo kave, vendar bom poskusil. Kako je grenka? Moja glava, pozabil sem ti dati sladko. Ne bom sladkorja. To grenko bom pa že prenesel. Hvala, David. To govoriš iz vljudnosti. Saj veš, kakšni smo palčki. Kaj pa pišeš? Kakšno novo razpravo? Ne, pišem zgodbo v svetu palčkov. Saj veš, da me to zanima. Ni treba več pisati o nas. Samo smejali se ti bodo. Kaj mi mar? To je moje edino zadovoljstvo. Zakaj bi ne povedal kakšne svoje zgodbe? V moji drugi knjigi je mnogo tvojih zgodb. Za tretjo knjigo rabim samo še eno. Bi zares rad, da ti povem zgodbo, ali pa bi se raje pogovarjal o medicini? Rad bi zgodbo. Prav, povedal ti bom staro zgodbo. Lepo prosim, David. Zelo dolgo je že tega, vsaj 80 let je od takrat. Le kar začni pripovedovati. Počasi. Boš še kaj? Hvala, vse nekakšne več, hvala. Spomnim se, da sem imel prijatelja Lisjaka. Ime mu je bilo Blisk in nekega dne, ko sem se vračal od bolnika. Izvrsten si bil! Na, primi! Oprosti, Pufi, nisem hotel. Pufi, zmočil me boš!
Ej, Pufi, Pufi, kam greš? Pufi! Ej, pusti mačko, Pufi! Mir, Pufi. Poglej, tam gor je. Ej, pazi! Izgine nič vredno, proč! Res ne vem, kako naj se ti zahvalim za vse to. Hvala ti, življenje sta mi rešila. Če vaju ne bi bilo, bi me ta mačja nesnaga najbrž požarla. Ti si najbrž Janko, kaj ne? Ja? David sem, nisi še videl palčka? Ne, nikoli, res ne, nisem vedel, da govorimo prav isti jezik. Med sabo govorimo svoj jezik, ki ga razumemo le mi in živali. Ja, kaj res? Je drugačen od vašega. Celo pisava. Glej, nekaj ti bom napisal, da boš lažje razumel. Razlika je le v tem, da ne uporabljamo črk, ampak runske znake. Aha, kako? Kaj? Runske, Janko. Preprosto je. Veš, kaj piše, Janko? Napisal sem, če želiš obiskati svet palčkov, moraš zapreti oči in pustiti prosto pot domišljiji. Ja, a je to res mogoče? Ne zmeraj, tudi zakaj ne bi poskusila? No, Pufi, kaj praviš? Poskusiva? Dajva, dobro zapri oči. Bo kmalu? Prosim, počakajte trenutek. 1, 2, 3. Uspeli smo, prijatelja, zdaj lahko odprete oči. Ja, glej! Ja, visoka smo kot te rože. In velika kot miške. Hotel si reči kot palčka. Res je! Tako kot palčki! Janko, ne razgrajaj, maček se lahko vrne. Moj prijatelj Visjak Blisk je ostal v gozdu, ker noče imeti opravka z ljudmi. Pravi, da ga lovijo in da ni ravno avanturist. Teci, Pufi, ne zaostajaj! Janko, kar pogled, to je Blisk. Ni več mlad, vendar je še vedno gibčen in razumen. Pred nekaj dnevi je spet postal oče 3 ljubkih mladičkov. Pozdravljam, Blisk. Ali jih lahko vidimo? Veš, to ni odvisno samo od mene. Blisk se bo odločil. Blisk, lahko gremo gledati tvoje mladičke? Blisk nima nič proti. Šli bomo k njemu domov pogledati mladičke, potem pa bomo šli k meni. David, to je čudovito! Pojdimo, zlezite na Bliska. Izvrstno! Kako zabavna pot!
Kar mirno, ne boj se. To so moji prijatelji, gremo gledat mladičke. Saj gremo lahko, kaj ne? Sledimo ji kar pogumno. Prav. Kako globoka kotlina je? Skoraj vsi lisičji brlogi so taki, kar pojdimo. Enkraten pogled, kaj ne? Joj, čudovito. Lahko je tudi nežno pobožaš. Zdravo. Veš, da si prav srčkan, pa še simpatičen po vrhu. Janko, Pufi, žal mi je, da oditi moramo. Poslovimo se od prijateljev in gremo. Do mene še dolga pot. Gremo, Janko, gremo. Pufi, si slišal Davida? Pufi, pojdimo, David naj čaka. Pazi na svoje mladičke, Neli, posebno zaradi lovcev. Predvsem jih nauči hitro bežati. Adijo, prijateljčki, adijo. Adijo. Srečen si blisk, krasne lisjačke imaš. Vidi se, da so tvoji. Šli bomo z bliskom. Hitro nas bo prinesel do moje hiše. Všeč mi je, ker je razborljivo. Teci blisk! Prepričan sem, da bojo Boliza vesela, Janko, veš? Ja, in mi pa nje. Smo že prispeli. Krasno! Dobrodošla k mojem domu. Še nikoli nisi videl jelena tako blizu, kaj ne da, Janko? Te sreče pa še nisem imel. Ti imaš grčkame. Glej, to je vhod v mojo hišo. Ni tako udobna kot tvoja, ampak za nas je dovolj dobra. Vstopimo, vstopimo. Hopla, hopla, počakaj, pazi na zadnjo stopnico, prepozno. Janko! Pozabil sem povedati, si se poškodoval. Kaj? Ne, samo pesek sem pogoltnil. No, daj mi roko, da te potegnem ven. No, skoči ven. Epa. Žal mi je, prepozno sem te opozoril. Ne skrbi, David, sam sem kriv. To je pas za dihurje, podlasice in druge škodljivce. Na ta način se jih ubranimo. Dajmo, Pufi, daj, ne boj se, pridi, no, daj. Daj. Pufi, ne skrbi, ne boš se ujel. No, kar pojdimo naprej. Opa! No, zdaj smo že v glavnem hodniku, ki pelje naravnost do moje hiše. David, kakšen šaljivec. Kdo pa sta tvoja prijatelja?
Le naprej, ne stojite vendar na Kar vratih. naprej, prijateljčka. Hvala. Liza, predstavil ti bom prijateljčka, ki sta mi rešila življenje. Psičko je ime Pufi, ta mladenič pa je Janko. Dobrodošel v naši hiši, dragi Janko. Krasnega psička imaš. Čeprav izgleda kot pravi pobalinček. Kdo pa sta? Gigantski miši. Ne, Janko, domači miški sta. Tebi se zdita večji, ker si zdaj tako velik kot mi. Nisi se še navadil na našo velikost in se ti zdita večji. Ne, nevarni in prijazni sta. Mirno, Pufi, le igrali bi se radi s tabo. Zdravo, miški. Tudi jaz bi se rad igral z vama. Smejem? Pripravila vam bom dobro malico. Gotovo ste pošteno lačni. Liza, daj prosim, skuhaj mi malo čaja. Hvala. Upam, da jim bo malica teknila. Janko, Pufi, jest. Z njima se bosta igrala kasneje. Šipkov čaj ti bo dobro del. Pač, ki ga pogosto pijemo, daj kar poskusi. Zelo okusno. David, kakšna torta je to? Moraš vprašati Lizo. Ona jo je naredila. Jagodna torta, Janko. Poskusi, všeč ti bo. Janko, vidim, da ti tekne. Vzemi še en kos. Pufi, čisto smo pozabili na te. Ne. Vse je tako okusno. Hvala. Pridi z mano, nekaj ti bom pokazal. Tukaj je. Kaj je to? To je skrinjica. Odpri jo, Janko. Videl boš, kako lepo bo zaigrala. Take skrinjice delamo iz plemenitega lesa in kovin. In vse so glasbene. V njih hranimo neskončno veliko stvari. Knjige, glasbene instrumente, keramiko, darila. In ta ura? Lepa kaj, podaril mi je moj oče. On pa jo je dobil, ker je rešil deklico iz mesta. Prelepo je. A dela ali je pokvarjena? Še vedno deluje, pa zelo stara. Iz leta 1675. Edina je. Tudi jaz bi imel tako. Tako uro je zelo težko dobiti, Janko. Ko boš velik, ti jo bom mogoče podaril. Zdaj pa ti jo lahko samo posodim. Bom počakal. Ja. Kako lepa je. Čudovita, čudovita. Janko, prepričan sem, da jo boš nekega dne imel. Se spominjaš tistega dneva, Janko? Seveda, kako se ga ne bi. Najlepši dan mojega življenja. Zdaj sem ti prinesel tisto urico. Liza in jaz jo poklanjava. Nihče si ne zasluži bolj kot ti. Ne pride v poštev, ne morem je sprejeti. Ko sem vprašal svojega sina Harolda, mi je rekel, da si jo zaslužiš, dal je moč, ki te bo vedno srečevala. Vzemi jo, no, prosim. Hvala. In kadar boš pogledal na uro, boš vedno pozabil na čas. Hvala, David. Hvala. Pazil bom na njo bolj kot na samega sebe. Hvala.